Smo že pri drugi oddaji in če je bila prva namenjena vsem največjim novostim jesenskega avtomobilskega salona v Münchnu, bo današnja namenjena novostim, ki smo jih minulo poletje posneli in ki so ali bodo kmalu na naših cestah. Ni jih malo, kot boste videli. Anže je med drugim že šlatal najnovejši Volkswagen T-Roc. Jaz sem vozil prenovljeno Kia Sportage, ki je že zapeljala na naše ceste. Matej je med drugim opravil dodatno usposabljanje za voznika začetnika, a.k.a. bil je na treningu varne vožnje. Potem smo vozili pri nas zelo priljubljeni Forting T5 Evo, za začetek pa Matej v rokah drži volan, ki ni več volan v okroglem pomenu besede. Ko razmišljam za nazaj, kje vidim največji napredek pri avtomobilih, odkar sem se sam začel ukvarjati z njimi, težko izpostavim točno določeno stvar. Ja, elektrika je povzročila revolucijo pri avtomobilih, ampak za nas voznike se mi zdi pa največja novost ta, ki jo držimo. Volan. Lexus je prvi, ki ga je razvil toliko daleč, da je zdaj pripravljen za serijsko proizvodnjo. Tukaj je treba vedeti, da to ni samo zamenjava obroča s tem volanom, kot ga recimo poznamo iz računalniških iger pa simulacij ali pa od določene znamke, ampak je bilo tole treba razviti čist na novo. Lexus je za to potreboval kar 10 let. Pazi to, ja. 10 let so razvijali samo ta del avtomobila, potem lahko veš, koliko časa se posvetijo vsaki malenkosti. Sem se pogovarjal z inženirji in so povedali, da so ga najprej 5 let razvijali, da so naredili prototip, potem so rabili še 2 leti, da so ga vgradili v primeren avto, potem sem ga jaz vozil 2 leti nazaj v Franciji, takrat je bil to še prototip, zdaj pa je pripravljen za serijsko proizvodnjo. Drugač, tole pa ni slina, ker bi bil toliko vzhičen, da bi mi kar kapljalo od ust, ampak je kle na Portugalskem toliko vroče, da švicanka konj. In kaj se je spremenilo še v teh 2 letih? Poslušali so vse možne komentarje, tudi moje izpred 2 let, in povečali kot vrtenje, ki zdaj ni več samo 150, ampak 200 stopinj. Deluje pa še bolj progresivno, da se čim prej navadiš na vrtenje, ker se morajo pri majhnem zasuku kolesa zavrteti bolj, kot potem pri večjem. Ko greš hiter, ne? Ja, to ni hec, ker je vse odvisno od hitrosti, pa tudi od agresivnosti voznika, vse mora obvladati. In ker se tej tehnologiji reče steer-by-wire, kar pomeni vrtenje preko žice, vse deluje preko elektronike. Tukaj je en elektromotor, ki skrbi za moj občutek, drugi elektromotor tamle pa dejansko suka kolesi spredi. In kaj, če vse crkne, če rečem po domače? Prav vsaka komponenta ima še eno rezervno, da ja ne bi šlo nič narobe. In če bi še vse to odpovedali, je tukaj še tretja, zasilna baterija, ki napaja samo to elektroniko za volan, da ne boste ostali na suhem. Ja, kot sem rekel, fejst premišljena zadeva je to, zato pa so rabili toliko let, da so jo končno spravili v avto. Meni je drugače v redu, jaz sem se takoj navadil na tole, tudi občutek je dober, so pa eni kolegi novinarji že naredili neke neumnosti in so nekaj poškodovali, tako da očitno ni za vsazga. Mene moti edino, da se tele ročice zraven premikajo za smerokaze pa za tele visalce, ampak očitno moraš pravilno volansko vzdržati in potem tudi tole, ki se premika s tabo, ni problem. Kaj pa Lexus RZ? Kar nekaj novosti je tudi pri samem avtu, recimo vzmetenje, ki so ga nastavili, da je bolj dinamično in vožnja bolj natančna. Itak, če ima pa nov krmilni mehanizem, a ne? Ta volan je sicer serijsko na voljo samo pri najmočnejšem modelu 550e F-Sport, pri 500e pa kot dodatna oprema, ampak so bile izboljšav deležne vse različice, tudi osnovna 350e, ki ima pogon na sprednji kolesi. No tukaj pa je 4-kolesni in ima še eno zelo zanimivo novost, ki ji rečejo Interactive Manual Drive. Kaj pa je to, se človek vpraša? To je v bistvu simulacija ročnega menjalnika. Evo, tukaj ima ročici in lahko med vožnjo prestavljaš in imaš občutek, da je tam nekje menjalnik, čeprav ga v resnici ni, še vedno je samo ena prestava, kjer je tako najbolj učinkovito. Ampak za voznike, ki imamo radi malo več zabave, je tukaj 8 virtualnih prestav, pa še zanimiv zvok spremlja vse skupaj. Evo. Kot bi res vozili neki z menjalnikom. Zanimivo in zabavno, ampak samo to. Sam bi verjetno to uporabljal glih en dan, pol pa pozabil, da avto sploh ima to funkcijo. Dobro, je pa tukaj vsaj meni bolj pomembno, da ima 300 kW, to je 408 konjev, zato je pospešek do 100 samo 4,4 sekunde.
No, a boš prestavil? Evo, dol mi ne pusti prestaviti, da se dom zavrtel preveč. Pa še ena zelo pomembna novost je baterija, jasno. Ta ima zdaj kapaciteto 77 kWh in se veliko bolj učinkovito polni, ker ima boljši sistem vodnega hlajenja. Pa vgrajeni polnilnik ima zdaj 22 kW, torej bo tudi na klasičnih polnilnicah z izmeničnim tokom šlo bistveno hitreje. So nam postregli še z enim zanimivim podatkom, da se baterija v primeru predkondicioniranja, kakšen izraz, torej predgretja po domače, napolni v pol ure od 10 do 80%, tudi pri minus 10 stopinjah, brez tega pa v 55 minutah, tudi je kar velika razlika, ne? No, doseg se je povečal zdaj do 568 km pri tem modelu 350e s prednjim pogonom, tako da se kar pozna. Te pa meni nič vprašal. Ostale izboljšave so pa bolj za poznavalce, bodo pa nove različice RZ-ja pri nas konc leta. Lexus je znamka, ki jo Toyota še posebej izpostavlja pri elektriki in novih tehnologijah in če ste tudi sami navdušeni nad novostmi, je to kar pravi avto za vas. Meni se zdi, da se zdaj prav v nekem zastarelem avto vozim, ker ima klasičen volan. No vidiš, to bi pa rad res čim prej sproval, ne? Joj, pa boš pa spet joko, kako bi imel okrogu volan, ko bodo vsi imeli takšne. No dobro, se to še bo trajalo. No, lej, če bodo avti vozili sami, pa bodo vsi imeli lahko take. Vidi, zato pa moj ne bo vozil sam. Evo. No, bo pa zanimivo za vse tiste, ki bodo vozili sami, kako se že danes gradijo omrežja in avtoceste. Sem naredil en zanimiv prispevek na to temo. A misliš, da bo volan šel noter tako v aero? Po mojega sploh ne rabiš, zakaj bi imel. Lahko imaš mizico pa laptop. Pa se lahko volan obrne v mizico. Ja, lahko, no to boš pa ti priporočil, pa ne vem. Sem prepričan, da se danes večina voznikov na daljšo pot pripravi tako, da cilj vnese v navigacijo. Skoraj vsi uporabljamo kar Googlovo, ker je pač zaenkrat najboljša in tudi najbolj ažurna s podatki o prometu in z ostalimi informacijami. Sam si, na primer, cilj vnesem v navigacijo tudi takrat, ko pot natančno poznam, ampak me zanima, če so kje vmes zastoji, da se znam pravi čas prilagoditi. Vseeno pa stvari vedno ne delujejo idealno in včasih kakšen zastoj ni pravilno zapisan oziroma ga navigacija sploh ne pokaže in potem me preseneti kakšen napis na avtocesti, da bo čez 1000 metrov cela štala. Ko gremo čez mejo v tujino, je včasih nekaj kilometrov področje brez signala in to kljub sodobni tehnologiji, zato smo takrat še vedno informacijsko podhranjeni. Čeprav vi ali pa jaz zaradi tega nismo toliko na slabšem, kvečjemu do cilja pridemo nekoliko pozneje, pa so med nami vozniki, ki jim pomanjkanje informacij močno ovira delo in poslovno učinkovitost. Zato je še posebej zanimiv projekt Telemacha, Darsa in Univerze za elektrotehniko o tehnologijah 5G na avtocestah. 5G Adria je mednarodni projekt, torej projekt med Slovenijo in Hrvaško, kjer smo v fazi študije preučili, kako nam bo višja oziroma boljša frekvenca, mobilna frekvenca 5G pomagala pri našem delu upravljanja prometa na teh cestnih koridorjih, ki potekajo med Slovenijo in Hrvaško, kar pomeni, da smo raziskali, kakšne storitve bomo lahko uvajali z novo frekvenco, ki nam bo omogočala bistveno višje pretoke in vsebin posnetkov, slik in pa ostalih informacij, ki jih mi redno delimo z uporabniki. Ta koridor poteka med dvema državama, konkretno od Luke Koper vse do Ljubljane, torej Primorska avtocesta in potem od Ljubljane proti Zagrebu, Dolenjska avtocesta in od Zagreba proti Luki Reka, s čimer smo želeli povezati in avtocesto med obema državama in pa obe pristanišči, ki imata tudi velik vpliv na pretok prometa na tem koridorju med Hrvaško in Slovenijo. Pridobimo na področju pretočnosti ravno iz tega naslova, ker bomo hitreje dobili podatke, po drugi strani bo nadzorni center hitreje dobil podatke, lahko bo podatke hitreje obdela in potem izvaja ukrepe vodenja prometa v realnem času bistveno hitreje kot danes, kjer so ti prenosi podatkov počasni, ne omogoča nam take velike količine. V prihodnosti pa bomo lahko tudi kot zanimivost delili te informacije, naprimer tudi z gasilnimi vozili, torej gasilec, ko bo šel na intervencijo na avtocesto, bo lahko tudi že na svojem telefonu v realnem času spremljal živo sliko iz predora, torej se bo lahko primerno pripravil na intervencijo, kar spet pomeni manj zastojev, večja pretočnost, večja prometna varnost.
Dars kot upravitelj avtocest lahko poskrbi za lokacije, kjer bo stala oprema, da bo omrežje 5G delovalo, ampak za samo tehnologijo mora pa poskrbeti nekdo, ki se spozna na telekomunikacijske rešitve. V tem primeru je to Telemach. Realno se pričakuje, da bojo peta generacija tukaj zagotavljala, povezljivost na bistveno daljših trasah. Seveda so pa te študije narejene trenutno tako, da se bo iz samih študij videlo, kakšne so potrebne, in infrastruktura na teh trasah in kakšne tehnologije. Največji potencialni zadržki so trenutna gostota infrastrukture na teh avtocestnih trasah, kjer zaradi tega, ker se ni uporabljala za namen, ultimativnega cilja, recimo samovozečih vozil v neki daljni prihodnosti. To je ena stvar, druga stvar je pa ta tehnološki dejansko vidik, ki pa pomeni, da bo treba iz trenutne arhitekture omrežij, ki mu rečemo non-standalone arhitektura, iti v standalone arhitekturo, kjer boš ti na nek način s tem lahko dediciral in tehnologijo in storitve za take potrebe. Trenutno so narejene mejni prehod med omrežji, tako da tebi dejansko v tem primeru pade klic, pade podatkovna seja. V takih primerih se naredi rešitev, kjer se to zagotovi tudi preko mej, tako da tehnologija sama in rešitve danes to omogočajo. Tako da tukaj ne bo težave iz tega naslova. Zanimivo, ne? Ker razen hitrejše in boljše informiranosti ne vidim slabosti. Če bom zaradi hipnih informacij nekoč na cilj prišel hitreje pa z manj težavami, sem takoj za. Vi pa najbrž tudi. Ja, Dars, to še ni za avtonomno vožnjo. Ne, to je predpriprava, ampak bo vse skupaj moralo biti povezano v eno hudo omrežje, da bo to delovalo. Vidim tudi cel kup izzivov. Kaj če heker vdre v sistem in začnejo vsi avti na polno pospeševati, pa se zaletavati med sabo? Ico, spet ti tvoje filmske grozljivke. Ne moreš pa reči, da ni možno. To pa ne morem reči. Vidiš, zato jaz nisem za napredek. Ti, ki ves čas uporabljaš najnovejše telefone, pa bi imel še aplikacijo za dihanje, če bi obstajala. Pustimo podrobnosti. Gremo raje naprej do enega priljubljenega avta, celo tako priljubljenega pri nas, da smo dobili kar nekaj mailov na to temo, kdaj ga bomo končno pokazali. In evo, Adam, Mirjam, Kristjan, Sergeja, Mateja, Anja, Tina, Tjaša in Maja, da naštejem nekatere. Tukaj je. Simona si pozabil. Pa Jožefino tudi. Tole je Dongfeng Forting T5 Evo, najbolje prodajen kitajski avtomobil pri nas in to z naskokom. V bistvu vsak 100. kupec novega avtomobila vsak mesec čisto med vsemi avti, ki so na voljo, izbere prav tega. Letos so jih prodali že preko 500, če dodam še ostale modele znamke Dongfeng, pa je skupna številka dovolj velika, da je po prodaji na 15. mestu in prehiteva Nissan, Tesla in še nekatere. Ampak marsikdo med vami za znamko Dongfeng niti slišal še ni. Gre za kitajsko podjetje, ki so ga ustanovili leta 1969 in do danes so izdelali preko 55 milijonov vozil, kar pomeni, da nekaj so se očitno že naučili. Več kot 20 tovarn imajo na Kitajskem in svoje izdelke prodajajo več kot 80 držav tega sveta, delajo pa tudi tovorna vozila, pa avtonomna za industrijo in še marsikaj. Na seznamu Global Fortune 500 je Dongfeng med največjimi znamkami tega sveta že na 122. mestu. Dongfeng je krovno podjetje, ki ima potem kar nekaj podznamk in ena od njih je Forting. T5 Evo je s 4,56 metra dolžine srednje velik križanec in takšne imamo v Evropi najraje. To pomeni, da nastopa v segmentu, kjer tekmecev kar mrgoli, čeprav po drugih stranih pa zaradi tako nizke cene, kot je tukaj, spet ni toliko veliko. No, podobno veliki avtomobili so, da si boste lažje predstavljali, RAV4, Tiguan, Bigster, Tucson in podobni. Glede oblike se lahko pohecam, da me malo spominja na en hudo športen avtomobil prestižne italijanske znamke, no, nemške, če gledam lastništvo, ampak to, da me nadalec spominja na Lamborghini Urus, me v bistvu sploh ne moti. To je podobno, kot če bi nekdo rekel, da ga spominjam na Brada Pitta. Kar v redu. Ta notranjost je tisto, kar ne gre skupaj s ceno, ker je za pogledat zelo frajerska. Usnje na vseh sedežih, moj voznikov sedež je ogrevan, prezračevan in celo masažo imam.
Mimogrede, to je že drugi avtomobil te znamke, kjer ima masažo in prezračevanje v bistvu samo voznikov sedež, sovoznikov pa ne. Očitno sovoznik ni toliko pomemben. Tudi materiali so po večini mehki, evo, tukaj je lepo vsod, samo ta spodnji del je trd in mehki so materiali tudi na vratih. Ta zaslon je v bistvu iz enega kosa, je pa grafično razdeljen na dva dela. Kakšen prevod je sicer malo hecen, se boste pa vseeno kar hitro znašali, ker ni zakompliciran. Evo, ena velika prednost Kitajcev, ker sami izdelujejo elektroniko za v bistvu vse avtomobile tega sveta, lahko potem pri sebi manj varčujejo in na primer vgradijo veliko boljše kamere za 360-stopinjski pogled okrog avta. Tukaj je slika vredna vse pohvale. No, pa radio pozna DAB, zadnjič smo imeli en kitajski avtomobil, ki ga ni poznal, in tudi vsi asistenčni sistemi so na voljo, tudi ta tečni, ampak se jih da izklopiti. Dno je na sredini ravno in nasploh je prostora zelo veliko tudi tukaj le zadaj. No, pa še kljukico imam, evo, če bi iz trgovine na poti domov potem iz vrečke hotel kakšno stvar vzeti, lahko to naredim. Ali pa če bi želel sem natakniti suknjič, čeprav jaz jih ne nosim. No, prtljažnik ima 480 litrov, kar je malenkost manj kot podobno veliki predstavniki, ampak vseeno dovolj. Mu pa v tem primeru nekaj prostora vzame rezervno kolo, zato je tokrat uporabnih 370 litrov. Motor vas skrbi, ker čutim na vodi, a ne? No, tamle spredaj bo ta 1,5 litrski turbobencinski štirivaljnik, ki ga za ta avtomobil izdeluje Mitsubishi. Zato najbrž z zanesljivostjo ne bo posebnih težav in so skrbijo odveč. Ponuja 130 kW moči oziroma 177 konjičkov in po prvi vožnji lahko povem, da je v bistvu čisto dovolj živahen. Pospešuje pa s pomočjo 7-stopenjskega robotiziranega menjalnika, kar pomeni, da vam ne bo treba prestavljati. No, ročni menjalnik v tem avtu sploh niti ni na voljo. Kako sistem deluje in kakšen je zapeljati, povem v testu, ker ga moram najprej sam dobro preizkusiti. Sem mogel kar pohiteti s tole predstavitvijo, ker smo dobili toliko vaših mailov, jaz pa rad pomagam, če lahko. Res lepo od tebe, Anže, da tako rad pomagaš. Upam, da boš tudi meni po snemanju z malco, ker sem pač denar za doma pozabil, ne? Si jo namenoma pozabil, ne? Ja, ne, si itak ti na vrsti. Ne, po moje, da je v bistvu Matej, ampak se je tokrat elegantno izognil. Ja, se on zna, ja. Je pa vsaj pripravil prispevek s svojim novim motorjem, ki bo na sporedu takoj potem, ko se jaz prvič zapeljem z osveženo Kia Sportage. Aha, ampak moraš biti pa ti še pred njim. Ja, oprosti. Diva ena. Težko. Ko me proizvajalci povabijo na mednarodno premiero, se vedno pozanimam o kraju, kjer bodo predstavili svojo najnovejšo tehnološko čudo. Pač zanima me, kaj je posebnega in kaj je novega. In ko je premiera v Frankfurtu, si verjetno mislite, ja, kaj pa je tu posebnega? No, poleg tega, da je tukaj sedež Evropske centralne banke, so tukaj obsedeni s sirom, ki v telesu ustvarja posebne melodije, in nori so na svojo tradicionalno zeleno omako s 7 zelišči. Kaj pa je še posebnega v Frankfurtu? Ja, danes je to osvežen Kia Sportage, ki je lahko tudi v zeleni barvi. Dobro, nisem dobil zelenega, sem pa zato prišel med zelenje. Sportage je med kupci v Evropi zelo priljubljen. Lani je bil recimo 11. najbolj zaželen. Več kot 168 000 so jih prodali, pa tudi pri nas je bil na 4. mestu po prodaji v svojem segmentu. No, zdaj pa bo verjetno še bolj zaželen. Aktualni Sportage je pripeljal leta 2021, kar v svetu avtomobilizma pomeni, da je bil že zrel za prenovo, izgled pa je zdaj podoben najnovejšim Kiam od malega pikanta do električnih EV3 in EV5. V prvi vrsti so spremenili tale obraz, ki je bolj impozanten, bolj drzen in če mene vprašate, tudi bolj skladen s to veliko masko in meglenkama spodaj. Spremenili so še svetlobna podpisa luči spredaj in zadaj in dodali nekaj novih barv. Drastičnih novosti v notranjosti sicer niso, pa porihtali vse, kar me je doslej motilo. Zračniki so recimo zdaj bolj elegantni, tule na sredini ni več svetleče črne plastike, ampak jo je zamenjala takšna v imitaciji aluminija, na kateri se ne vidi vsak prahec.
Pred voznikom sta dva 12,3 palčna zaslona v okriljenem ohišju, so pa nadgradili tudi multimedijski sistem, ki ponuja več aplikacij, pa še 5 telefonov lahko priklopite na dostopno točko LTE. Bolj navduši nov 10-palčni projekcijski prikazovalnik, ki je zelo radodaren z informacijami, vse ostalo pa je praktično enako. Z Miho se strinjava, da se Sportič lahko še vedno pohvali s prostorno kabino, ki je dovolj udobna in pa seveda z dovolj prostora za familijo, celo s 587-litrskim prtljažnikom. In ker je v prvi vrsti srednje velik križanec za družine, je najbolj pomembno udobje. Zdaj je še za odtenek bolj udoben tudi zaradi dodatne zvočne zatesnitve in pa spremenjenega sistema blaženja na sprednji osi. Prijetno požirane ravnine in tudi krmiljenje se mi zdi še malo lepše obteženo. Pogoni so zanimivi, ker se za vsakega najde nekaj, na voljo so blagi hibrid, hibrid in priključni hibrid. S tistim lahko prevozite dobrih 50 km samo na elektriko, na voljo pa je še vedno tudi dizelski motor. Osvežitev je Sportiču dobro dela, ne samo zaradi svežega izgleda in nove oblike volana, ampak tudi zaradi številnih tehnoloških nadgradenj, med katerimi je tudi digitalni ključ, ki ga imate lahko kar na telefonu. Še vedno ga bodo izdelovali na Slovaškem in k nam pride še pred koncem poletja. Dober pa je, vsaj tako kot bo dobro zdaj ta frankfurtska omaka, ki jo bom probal čez nekaj trenutkov. Ok, izpit sem naredil, motor imam, opremo imam, ampak to še ne pomeni, da sem ta pravi motorist. Seveda rabim še veliko izkušenj na cesti, ampak še vedno moram pa opraviti tudi trening varne vožnje, ker sem uradno še vedno voznik začetnik. Od leta 2017 ga mora opraviti namreč vsak in šele potem grem lahko končno po svoje novo vozniško dovoljenje, v katerem ne bo več omejitev. Če opravim ta trening, seveda. Sani, kako pa poteka trening? Zdaj, če govoriva, kar smo mi danes začeli z našim delom, je 2x45 minut teorije v učilnici, teoretični del, potem pa gremo na sam poligon. Tam pa sledi 6 vaj. Prva vaja, vaja slalom, kjer spoznamo tehniko, se pravi nagibanja, tehnika vožnje, ki je vam poznana, in pa potem tehniko potiskanja, ki jo mi zagovarjamo in jo tudi želimo, da jo kandidati osvojite oziroma osvojiš, da dobiš tisto, kar mi želimo. Kaj pa pol naprej, kaj je bila druga vaja? Ja, potem sledi zaviranje v sili oziroma ovinki, kratki ovinki. Tam spoznamo določeno tehniko, ki jo niti ne bi izdal, zato vabim kandidate, da pridejo k nam, da to spoznajo. Izjemno dobro, predvsem za reševanje neke kritične situacije oziroma za neko bolj ugodno vožnjo. Ja. Predvsem tukaj poudarek izjemen na sami liniji vožnje, da kandidati pravilno zajemajo vožnjo, se pravi, da ovinek pravilno zajamajo, da gre po svoji strani, se pravi, gledano na našem poligonu po desnem smernem vozišču, da ne vozi preko sredinske ločilne črte. In pa to tehniko, ki je malce skrivnostna, ki jo kandidatom zelo dobro pokažemo in jo tudi sami zelo dobro razumejo. Potem smo šli naprej na zaviranje v sili. Zaviranje. Tako je, zaviranje v sili. Tam spoznamo, se pravi, delovanje konec koncev samega zavornega sistema, sistem motorja brez ABS-a in pa sistem ABS. Lahko kar sam potrdiš, da sistem ABS je malce boljši, kar ne govorimo, da je motor brez ABS-a slab, nikakor ne. Je pa treba tam malce več pozornosti, malce več občutka. Seveda sploh za nas začetnike. Tako, ja. Tudi ne znam jaz reči zase, da če bi imel motor brez ABS-a, ko mi sili neko vozilo, dvomim, da bi bil jaz pripravljen zavirati na meji blokade. Zelo močno dvomim. Pa zadnja vaja je bila tudi zanimiva, ne? Tam sva pa vozila, oziroma sva najprej imela pravilno, potem pa nepravilno varnostno razdaljo. Ja, tako, izvedemo varnostno razdaljo, najprej sva imela pravilno, tam sva prikazala, kako je, ko motorist vozi na zadostni varnostni razdalji. Drugi poskus je bil pa na bistveno krajši varnostni razdalji. To, kar bom rekel, je kultura vožnje v Sloveniji tako pri avtomobilistih kot motoristih in tudi ostalih vozilih na naših cestah zelo en drugemu smo na zadku. In ko je treba zadevo rešiti, sva videla, da si se ustavil kar nekaj metrov naprej. In se ni šlo. Če bi bil jaz na tvojem pasu, bi prišlo do trčenja, verjetno bi bil tudi kdo hudo telesno poškodovan. Kaj poleg varnostne razdalje je še stvar, ki res polagaš na srce voznikom motorja?
Pa vsekakor je, da prilagodijo hitrost na svojo sposobnost, da vozijo po svojem smernem vozišču, pa že same osnove, no, to, kar smo spoznali že pri naši prvi vaji, je sedežni položaj, da sedijo pravilno, da so prsti na zavori sklopki, da so noge ob motorju, da smo rahlo pokrčeni, da je pogled pravi. Tukaj vse tisto, kar smo danes spoznali, je zapakirano v neko tako celoto in nas sigurno naredi bolj varne. No, tako da se tukaj zahvaljujem, bom rekel, državi, ki je to sprejela kot zakonsko obvezno, ker na ta način so naše ceste bolj varne. Zakaj ste uvedli to dodatno usposabljanje za mlade voznike? Program dodatnega usposabljanja voznika začetnika z motoristi se je uvedel na splošno zaradi tega, da se v bistvu segment, spravi obvladovanja motorja, da se v bistvu tukaj izboljša ta del, da motoristi bolj obvladajo samo tehniko vožnje, samo obvladovanje motorja, predvsem pa, da se zavedajo nekih situacij, se pravi, da dobijo vpogled v to, ko pride do neke kritične situacije, kako se potem iz takih situacij rešiti. In potem, ko se bodo udeležili teh tečajev, ko bodo potem delali na določenih ponovitvah, sami vemo, da mi, če delamo določene ponovitve, s tem v bistvu tudi miselno gre na nek, če tako rečemo, na mišični spomin in potem z večjimi ponovitvami lahko potem mi instinktivno odreagiramo na neko nevarno situacijo, ki naj bi seveda, oziroma bi morala biti pravilna, ne? Ampak potem vsi kandidati, ko grejo na ta tečaj varne vožnje, potem grejo vsi v bistvu, če tako rečem, kar z nekim nasmeškom, ravno zaradi tega, ker vidijo, da so v bistvu slabi bili v sami tehniki vožnje, da se sploh določenih nevarnosti niso zavedali in da so definitivno usvojili neko znanje in grejo v bistvu, ne bom rekel, z večjo samozavestjo, predvsem z nekim zavedanjem, da je cesta res v bistvu nevarna. Ok, ampak vse skupaj se ne konča z vožnjo, potem sledi še delavnica, 3 šolske ure pri psihologinji. Sem mislil, da bo dolg čas, pa je bilo v resnici ful zanimivo. Marsikaj mi je dal tudi misliti, recimo, da smo za 3/4 nesreč vozniki odgovorni sami. Potem, da se motorist 12-krat bolj poškoduje kot v primerljivi nesreči voznika avtomobila. Pa ful velika mera samorefleksije je potrebna, torej si moramo priznati napake in jih poskušati izboljšati, ker za nazaj tukaj ne moreš ničesar popraviti, lahko samo za naprej. Letos je kar žalostna statistika prometnih nesreč in sploh žrtev med motoristi na naših cestah, pa noben nima nekega pravega odgovora, kaj je v bistvu šlo narobe, ker neprilagojena hitrost ne more biti edini razlog. Ne, sej ni. Mislim, letos sem bil tudi jaz nekaj malega na motorju in ti lahko kar takoj povem, kaj vse sem videl. Recimo, mnogo voznikov avtomobilov je na telefonu, tako da me najbrž niti niso opazili, ko sem jih prehiteval, kar pomeni, da je vožnja nevarna, pa neumno je to početi. Se pol niti ni čudno, ne? Ja, v bistvu ni. Dobar, zdaj se počasi zaključuje ta sezona motoristov, čeprav zaenkrat vas kar veliko še vidim na cestah. Bo pa treba biti še bolj previden, ker zdaj bo listje na cesti, pa več vlage, pa še druge stvari, tako da bodite res previdni. No? Ja, sej bojo, sploh zdaj, ko si jim ti to povedal, ne? Ampak res, motoristi bodo zdaj tudi več tekli. Triglav je zdaj glih organiziral že 13. tek skozi Brdo. Vem, se sem laufal. Kje? Na posnetkih te nisem nikjer bil. Ico. Pa dobro, to je itak una fora, ko vsak otrok dobi pa tudi še 1000 pa na koncu. Me zanima, kako bi se ti odrezal, no? Ja, to pa za naše gledalce zdaj sploh ni pomembno. Je pa kar nekaj novih znamk pri nas, ne? Ja, in kdo bi si mislil, da so vse kitajske? Najprej je k nam v začetku poletja pripeljala znamka Hongqi. Pazi, ta znamka je bila ustanovljena že leta 1958 in z enim od njihovih modelov se naokrog prevaža kitajski predsednik Xi. Ja, je kar zanimivo, ko mislimo, da so to neke instant znamke, ki obstajajo samo par let, ne? Ja, no, Hongqi v prevodu pomeni rdeča zastava. Drugač, pri nas bo najbolj zanimiv križanec HS3, sem ga že vozil, ima ogromen prostora, zelo udoben, v bistvu tudi dobro narejen. Imajo pa še druge modele, tudi večji HS5, HS9, pa limuzine. Ej, zakaj so ti avti tako nevarno podobni Rolls-Royce? Ja, zato, ker je oblikovalec isti. Vem, jaz zato sem pa bil malo ironičen, ne? Ok, naslednja znamka je Leapmotor. Ja, no, ta je pa v večinski lasti Stellantisa, zdaj zaenkrat sta pri nas 2 modela. Prvi je manjši T03, to je električen avto dolg 3,63 m, 70 kW elektromotorjem, večji je pa C10, je pa v bistvu križanec, ki je lahko tudi na elektriko ali pa tak s podaljševalnikom dosega, kjer v bistvu bencinski motor proizvaja elektriko. Je pa tam v bistvu zelo spominja na Tesla Model Y, ne? Ja, saj sta si v marsičem podobna. No, potem sta pa novi še znamki JQ in Omoda. Ja, končno, ker mi je Matej že kikeda rekel, kdaj to pride k nam, ne? In mi že vsi kolegi težijo.
No, naj se kar postavijo vrsto. To sta sicer dve zelo mladi znamki, ki sta pa pod okriljem podjetja Chery, ki je v bistvu največji kitajski avtomobilski izvoznik in ima tovarno tudi v Evropi. V Zagrebu so precej pompozno predstavili obe te znamki. Omoda je taka bolj dinamična pa modna. Za začetek k nam pride model Omoda 5 s klasičnim ali pa električnim pogonom, pa s ful dobro ceno. Kaj pa Omoda 9, ta tudi ful hudo zgleda. Ja, to je pa v bistvu njihov paradni konj in bo tudi do konca leta že pri nas. No, J-Q je pa malo bolj robusten, recimo terenski. Tukaj bo pa za začetek pri nas J-Q 7, potem pa hitro pripeljejo še novi model, recimo J-Q 5, ki so ga z Matejem spomladi vozila na Kitajskem. In pazi, vsi bodo imeli 7-letno garancijo. Ja, pol ni heca. Čeprav, kot sem gledal, je na tej predstavitvi bil pa v bistvu najbolj priljubljen Argos. Vsi so se hoteli fotkati s tem robotskim psom. Ja, ker hočejo pokazati, kako hudo vladajo tehnologijo. Ja, in ko vse to poslušam in razmišljam, si mislim, kaj pol sploh še ostane nam, Evropejcem, ampak še brcamo, se ne damo, tako kot se ne da Volkswagen, ki je pravkar predstavil svoj čist novi T-Roc. Ti si bil na njem, ne? Pred pol leta. Razmišljam, a se bodo pri Volkswagenu čez kakšnih 30 let hvalili, da je njihov daleč najbolje prodajen avtomobil T-Roc. Tako kot zdaj vedno navajamo Golfa in to seveda povsem upravičeno. Ampak zadnjih nekaj let so križanci pravzaprav edina stvar, ki jo želite kupci, in T-Roc je prav lep dokaz. Prva generacija je na svet privekala leta 2017 in do danes so jih prodali več kot 2 milijona. Samo v lanskem letu več kot 200 tisoč. In v bistvu je T-Roc tako prodajno uspešen, da je s prestola najbolje prodajenega križanca pri Volkswagenu že zdavnej odstranil Tiguana. In tukaj je zdaj novi. K nam pripelje že konec tega leta, tako da prav dolgo ne bo treba čakati, pa ga boste lahko zapeljali v domačo garažo, mogoče celo kot nadomestilo za prejšnjo generacijo. Nad samim izgledom nismo preveč presenečeni, ker se s podobnim videzom zdaj pohvalita tudi Tiguan in Tayron. Moram reči, da precej dobro izgleda, je pa ta sprednja maska veliko bolj agresivna, kot je bila prej. Tako da v tej rumeni barvi, recimo, ali pa v rdeči jo tudi pokažem, pa za Primo Airline avto kar dobro izgleda. Stoji na platformi NQB Evo, podobno kot Golf, kar pomeni, da je v bistvu precej prostoren, precej modularen. No, zdaj je v dolžino zrastel za dobrih 12 cm, za 3 cm se je podaljšalo tudi samo medosje, kar pomeni, da je znotraj prostora več in tudi prtljažnik ima zdaj 465 litrov, 20 več kot prej. Sam izgled pa v bistvu precej nižji deluje, kot je bil prej, pa nekoliko širši, k temu pomaga v bistvu ta svetlobni podpis spredaj in zadaj, ki je v bistvu povezan čez celotno širino, in pa ta osvetljen logotip, nad katerim jaz sicer pri njihovih avtih malo viham nos, nekaterim je pa v bistvu zelo všeč. In evo, tudi takole z boka precej dobro izgleda, to pa zato, ker so oba stebrička A pomaknili nekoliko bolj nazaj, zaradi tega pa potem pokrov motorja lahko deluje malo bolj nastopaško. Zdaj, če bi bil oblikovalec, bi vam rekel, da tale del spominja na hokejsko palico, zaradi česar se zdi, da streha potem kar lebdi, ampak ker nisem oblikovalec, v bistvu tega ne bom povedal. Aja. No, lahko pa povem, da so platišča v tem primeru 20-palčna, zdaj grejo vse do 20, začnejo se pa pri 16 palcih. Znotraj je veliko bolj modern kot pa model, ki ga zamenjuje, kar me posebej ne preseneča. Volkswagen je v zadnjih letih precej uredil notranjosti svojih avtomobilov, zato takole na hiter težko nizam kakršnekoli pripombe, mogoče sem našel eno samo. Tale drsnik tukaj mi še vedno ni posebej všeč. Sicer pa evo, na volanu so klasična fizična stikala, tudi tak velik vrtljiv gum za glasnost imam. Ta sredinski zaslon ima 12,9 palca, vmesnik že poznam in je zelo pregledan, pred mano so pa 10-palčni digitalni merilniki. No, posebej so se pohvalili nad kakovostjo materialov in same izdelave, v bistvu to nekako ne dvomim, zaenkrat izgleda vse skupaj super. Meni se zdi bolj pomembno nekaj drugega, recimo, da imate na voljo projekcijski zaslon, pa ambientalno osvetlitev in dejansko nadaljavo preko telefona lahko parkirate avtomobil, ampak ne vem, če res hočete slišati moje mnenje o takšnem spodbujanju vozniške nesposobnosti. Sicer pa, ja, prostora veliko, tudi odlagalnih mest je dovolj. Nimam kaj.
Evo, pa še na hitro glede motorjev, ker vem, da vas zanima. Trenutno je v ponudbi samo 1,5 litrski ETSI motor, torej turbobencinski blagohibridni motor, ki je na voljo v dveh različicah, šibkejši ima 85 kW moči, močnejši pa 110, torej 150 konjičkov. No, obe različici sta serijsko povezani s 7-stopenjskim menjalnikom DSG, pogon je seveda spredaj. V letu 2026 se bo temu motorju pridružil še dvolitrski turbobencinski pogon, v tem primeru bo T-Roc gnan na vsa 4 kolesa, pride pa še ena novost in sicer pravi hibrid, ne samo blagi, in ta bo imel 1,5 litrski motor za osnovo, moči bo pa 100 oziroma 125 kW, se pravi 170 konjičkov. Ja, ta prispevek sem posnel v začetku julija. Embargo je bil konec avgusta, zdaj, ko to gledate, je na voljo sigurno že veliko več informacij, tako da ne dvomim, da ste se nekateri že odločili, da ga pač hočete. Evo, tudi v rdeči barvi dobro izgleda. Vem, da tudi vas zanima, kako se pelje, zato že zelo kmalu odpotujemo na Portugalsko, kjer ga bomo vozili po fajn zavitih cestah in pol vam vse povemo. Naslednji teden pa sledi velika reportaža iz Albanije, kjer je Matej testiral novi Dacian Bigster. Glede na teleposnetke lahko rečem, da se je imel fenomenalno človek. Tudi jedo je, kar niti ni čudno pri Mateju, ne? Videl je požare, kar ni najbolj fino, je pa doživel nepozabne trenutke na res fantastičnih cestah, zato naslednji teden nove oddaje ne smete zamuditi. Poleg na spletni strani volan.si nas lahko spremljate na socialnih omrežjih Facebook in Instagram, tudi na YouTubeu in TikToku smo. Se vidimo!